En lep dober večer in lepo pozdravljeni v tem našem večeru, ko gostimo ljudi, ki uporabljajo hipnozo v svojem življenju, ki so prišli na hipnozo zato, da nekaj v svojem življenju spremenijo, se nekaj novega naučijo, mogoče pomagajo komu drugmu, uporabijo hipnozo pri svojem delu. Skratka, zakaj gostim jaz te čudovite ljudi? Zato, ker želim, da vas navdihnejo, da vam dajo kakšen koristen nasvet, kakšno novo idejo, kako lahko še izboljšate svoje življenje, tudi s pomočjo hipnoze. Vi ste se na teh 4 dneh brezplačne šole hipnoze naučili, da je pravzaprav vse hipnoza in da jo lahko uporabite res na najrazličnejših področjih. In zdaj boste slišali nekaj možnosti in verjamem, da boste dobili še kakšno idejo iz prve roke, iz prakse. Dober večer vsem mojim gostom danes. Jaz sem vam res hvaležna, da ste si vzeli čas ob tej že nekoliko pozni uri. In moja prva gosta bosta naša hipnotična starša, hipnodojenčice, ali kako že, tako ponavadi ima rečemo, Damjan in Anja, ki sta se oba udeležila praktika hipnoze, ampak ne skupaj. V resnici sta prišla vsak zase z 1 leto razmika in zgodilo se je nekaj lepega. Tako da Damjan in Anja, jaz svojo vabim k besedi, dajte se malo na kratko predstaviti in povedati vajino zgodbo, vajino uporabo hipnoze, kako je sploh prišlo do tega, da sta zdaj tukaj. Jaz sem najprej želel nastopati, ne? Najprej sem, pravzaprav po 17 letih sem se ločil in potem sem začel peti. In sem imel pač ta zelo velik izziv z nastopanjem na odru. Sem se začel učiti peti in sem rekel, kaj bi mi lahko pomagalo pri nastopanju. In sem tako se odločil za hipnozo. In s tem sem se pridružil dejansko hipnozi. Seveda sem bil večkrat potisnjen na oder in... Kdo te je potisnil na oder? Aleksander. Pa sošolci! Tako je. Ne, res sem imel super sošolce, tudi so mi bili v pomoč in vse, tako da res je. No in večkrat sem potem že v tistem letu nastopal na odru. In konc tistega leta se je potem pač zgodil še en, pač bi rekel, kvantni preboj, bi rekel. In sem na odru spoznal Anjo. Mogoče bi lahko še samo povedala, ne, da sem jaz od rojstva pač hendikepiran. Anja pa je slepa, tako da pač še malo ozadja. Res je, ja. En lep pozdrav še z moje strani. Ja, midva vedno rečeva, da je Damjan v bistvu moje oči, jaz pa v bistvu predstavljam Damjanove roke. To je v bistvu tista najina čarovnija in čarobnost, ki naju nadgrajuje, povezuje, ki nama v bistvu podarja darove življenja, bi temu lahko rekla. Ja, in res midva sva se v bistvu na odru spoznala, v trenutku začutila. Potem pa mi je v bistvu Damjan skozi najina spoznavanja predstavil hipnozo. Jaz sem že prej v bistvu delala veliko na meditacijah, spoznavala sebe, osebnostno rasla. No, potem sem se pa še jaz v bistvu pridružila hipnozi z letom zamika in sem tudi sebe nadgradila, postala bolj samozavestna na svojih področjih, na skupnem področju partnerstva. Tako da tudi v bistvu lahko rečem, da v primerih, kako se pogovarjati v partnerskem odnosu, je hipnoza super orodje za to. Je pa res, da je še ena čudovita zadeva se zgodila in sicer midva sva v letu 2023, to je bilo decembra, postala starša in se nama je rodila dejansko hipnodojenčica, najina hčerka Amelija. Zakaj rečeva hipnodojenčica? Zato, ker je v bistvu v času, ko sem jaz hodila na hipnozo, je dejansko ona v bistvu bila ves čas zraven, ker je bila v mojem trebuščku in je že takrat spremljala hipnozo, pa na odrih sva potem že z njo prihajala. Skratka, v bistvu je bila ves čas povezana, pa še vedno je povezana s tem. Tako da naj jo zdaj že lep čas spremlja, lepo napreduje in midva tudi sva
preko hipnoze dejansko lahko njej zelo, zelo dober suport. In bi iskreno toplo priporočala vsem, ki se odločate ali ja ali ne. Absolutno velik ja, ker spreminja življenja, hipnoza definitivno. In predvsem, kar je najbolj pomembno, dajmo si dovoliti sanjati, verjeti vase, in kako priti do tega. Hipnoza je v bistvu tisti pravi način, ki nam pomaga, oziroma bom rekla čisto iskreno, jaz sem vse sorte preizkusila, ampak najhitreje sem v bistvu prišla do rezultatov preko hipnoze. Odlično, super. No, sej, če lahko še samo pač to dodam, Povej. jaz sem pač hotel na čisto pač svoj način, ne, na gradbin jedrnato pač povedati, da je pač meni čisto spremenila življenje, ne. Ravno s tem, ne, pač s tem, da sem najprej šel skozi ta izziv, da sem si upal stopiti na oder, na primer, to in s pomočjo hipnoze in vse to je to še samo okrepčalo, močnejše bilo, lažje sem šel na oder in potem vse to je povzročilo, da mi je čisto spremenilo življenje, ne. Hočem to reči, na pozitivno, absolutno. Ja, meni pa recimo tudi v vlogi mame zelo pomaga. Recimo, ko hčerka zelo močno voljo izraža, ne, zdaj smo glih v tem obdobju, mi zelo pomaga hipnoza, da se v bistvu pravilno vprašam, da se v bistvu umirim, da najdem tudi besede, da njo podprem, najprej sebe, pol pa njo, potem pa skupaj, ne, da se nekako sporazumemo, ker njen celostni razvoj otroških možganov je zdaj pač različen in pač zelo dojemljiv, ampak obenem tudi rabi en svoj način komunikacije, in v bistvu je hipnoza res super način, da to skomuniciramo. Tako da v bistvu na vseh področjih, ali v biznisu, v poslu, ali je to v starševstvu, ali je to v partnerstvu, ali je to na osebni rasti, kjerkoli se pač znajdete, ali je to na področju zdravja, kjerkoli se znajdete, je res hipnoza super način za spremembo življenja, definitivno. In je vredno, je vredno. Najlepša hvala vama obema. Dajta na koncu mogoče še en svoj nasvet nekomu, ki nas zdaj posluša, pa mogoče je v vlogi mladega starša ali pa nekoga, ki ga muči nek strah, tako kot je tebe, Damjan, ali pa je pred nekim življenjsko prelomnico, recimo, ne vem, zate je bila to po eni strani ločitev, po drugi strani nov odnos, pa nova dojenčica in tako naprej. Kaj bi bil en tak vajen nasvet? Mislim, to, kar sem se tudi v tistem času, je neki moto je prišel do mene, dovoli si sanjati. Mislim, neka to osnova, ne, in potem, da si upaš na to pot, da izbereš to, kar ti srce pravi. In mislim, da je to zelo pomembno, no, pač z mojega vidika, no. Jaz pa bi še to mogoče dodala, da smo mi dejansko brezmejni. To pomeni, da vse, kar si v bistvu želimo znotraj sebe, lahko dosežemo. In z malimi koraki prideš do velikega doseženega cilja. Super. Evo, dajmo danes narediti en prvi korakec do tiste spremembe, ki si jo želimo. Anja in Damjan, najlepša hvala. Pejta podcrkljati vajino dojenčico in pospremiti v sanje. Z veseljem. Hvala. Hvala za priložnost, Andreja, in vsem vse dobro. Enako. Bodta fajn in se vidimo ob priliki. Verjamem, da tudi tisti, ki bodo prišli na hipnozo vaju prej ali slej spoznajo v živo. Absolutno. Na odru se Na odru zagotovo. Hvala še enkrat. Z veseljem, hvala tebi. Hvala. Zdaj pa se selimo na drug konec Slovenije. Z nami je tudi Nina. Draga Nina, finalistka našega hipnotičnega natečaja. Zdaj nas bo hipnotizirala, kar pripravite se. Nina, dobrodošla. Daj se nam predstavi in povej, kaj je tebe premaknilo, da si se odločila, da se naučiš tega in kako ti je pomagalo? Ja, najprej hvala za vabilo. Sem vesela, da sem lahko z vami danes. Še posebej bi želela nagovoriti vse udeležence te hipnotične šole. Jaz sem bila na vašem mestu 2 leti nazaj.
pa nisem hotela biti. Tako kot je prej rekla Katja, da je pripravila reklama, pri meni so reklame ne samo preplavale, ampak preplavile praktično moje življenje. Jaz mislim, pač prva asociacija mi je bila na neko odrsko hipnozo, na neko manipulacijo. Skratka, ni mi bilo všeč, ampak takrat tudi nisem bila v nekem stanju, da bi si želela svojo energijo investirati v karkoli. In imela sem en kup nekih zadreg oziroma ugovorov, zato sem namreč trenirana, da poskušam najti neke negativne scenarije, pa kaj lahko gre narobe. In tako kot je v naravi, da vse življenjske oblike poskušajo čim manj uporabiti energije za to, da obstajajo. Če se samo spomnimo na milni mehurček, pa na združevanje milnih mehurčkov, sem tudi jaz želela na takšen način, no, dokler pa ni prišlo do tega, da sem rekla, se nimam kaj izgubiti. Pa mogoče po naravi sem radovedna, znanje je na najvišjem mestu med mojimi vrednotami. Potem mislim, da je bilo takrat objavljeno, da Mastermind vrne denar, če kakorkoli zadeva ne odgovarja. Velja tudi zdaj. Ja, pač nimam kaj izgubiti, grem v to. In moram reči, da smo se že takoj z udeleženci povezali, nek res tak občutek varnosti, sprejetosti je bil, no, in potem, ko so se začeli ti moduli, meni je bilo zelo pomembno, da sem se lahko udeležila v narekovajih ležečega izobraževanja, ne, zato ker takrat sem bila po nesreči in nisem bila v stanju, da bi lahko kamorkoli šla. Vedela sem, da hipnoza kot taka ni namenjena nekemu svetovanju pa zdravljenju, ampak pomaga pa zagotovo, zaradi tega, ker usmerja, ker da fokus, ker da tisto odločenost, potem več glav več ve. Nekako je bilo lažje narediti načrte pa vizije za naprej. Lažje sem ugotovila, kje, na katerem področju pa lahko zdaj nekaj še naredim, ne, pač treba je delati s tistim, kar imaš, ne s tistim, česar nimaš. Jaz sem bila dejansko, mene je kot nezaščiteno peško avto povozil in jaz sem dejansko bila žrtev, ampak nisem se pa počutila več potem kot žrtev, nisem imela te žrtvene miselnosti. In ko smo delali vaje, sem rekla, v redu, pač nekaj merljivega mora biti, ne samo to, da jaz imam neke individualne, drugačne poglede na svet, to pač se navzven mogoče ne vidi. In sem rekla, gremo pa narediti hipnozo za pritok denarja. In dejansko je uspelo. Uspelo prvič, pa drugič, pa tretjič. Sem rekla, evo, to je pa res merljiv rezultat. To je pa tisto, kar je številka, ki ni samo neka individualna vrednost, ki bi jaz lahko edina ocenjevala. Potem pa vprašanje, zakaj ravno pri Mastermindu, mene je recimo prepričal ta humor, humorni odziv, veliko smeha, pravzaprav res zelo, zelo veliko smeha. Všeč mi je bilo, da je Aleksander v bistvu tudi cel tim predstavil, kaj so oni dali skozi, kako so se odločili, kako je pridobivanje znanja potekalo, kje vse. Kar me je z začetka majčkeno zmotilo, je bilo, zmotilo. Jaz nisem vedela, o čem Aleksander govori, ko je govoril o indukciji. Jaz takrat nisem vedela, da je to neka vpeljava v stanje, da so to neka preliminarna navodila, že neke sugestije, zato da se sprosti. Potem, ko je omenil laboratorij uma, tudi pojma nisem imela, o čem govori, najprej se mi je tako res zdelo, ne vem, če je tole čisto zame. No, potem, ko so pa prišli prvi moduli, je pa vse postalo bolj jasno in moram reči, da mi je bilo kar pisano na kožo. In potem je pač prišlo do tega finala. Si ne bi nikoli mislila, da bo, in me zadeva potegnala, tako da sem potem zaključila še z naslednjo stopnjo. Tako da, to je to. Čestitke, Nina.
Mimogrede, Nino boste spoznali tudi v eni od študijskih skupin, ki je namenjena sicer kako že odpravi kajenja in drugih odvisnosti oziroma slabih navad. Ne bom več kot toliko povedala, to je eden izmed bonusov. Tako da Nina, že vnaprej hvala za tvoj čas in tvoj bonus. Bi dala za konec še mogoče kakšno misel, zaključno za naše poslušalce. Za nekoga, ki se mogoče znajde v neki taki res mogoče težji situaciji, kot si bila ti takrat, ko si začela in čez vse te tvoje korake do izboljšav, po katerih še vedno hodiš. Da ne bojo žrtve. Res je, no, tako kot sem začela, da narava teži k temu, da porabi čim manj energije, ampak to je za rutino, to je za vsakodnevno življenje. Tudi narava mora pri izgradnji nečesa porabiti več energije, ampak ta vložek se splača, tako da mogoče je pravi trenutek, da gremo, da greste v tej smeri in boste videli, da je v to najboljše vložena energija in se potem res pozna. In mimogrede, merljivo je bilo tudi to, da sem se odpovedala kavi in to brez ničesar in sladkarijam. Tako, ko se človek odloči, kot je rekla Katja, vse se da, če se hoče. Tako da kar močno naprej. Hvala. Brez izgovorov. Hvala, Nina. Da grem naprej, je tudi spletna stran, na kateri se lahko prijavite. Torej www.mastermindacademia.com/, da grem naprej. Tam je tudi več informacij o tečaju, o modulih, o bonusih, o investiciji. Skratka, karkoli vas zanima, se najde tam. Če pa imate kakšne zadrege pri prijavi, se pa lahko prijavite tudi na mail to ni mail, to je spletna stran, prijava@mastermindacademia.com, to bo bolj prav. Zdaj, moški hipnotizerji naši niso tako zelo redki, kakor mogoče ta trenutek zgleda, ampak so pa malo bolj sramežljivi takrat, ko se treba izpostaviti in kakšnemu drugemu povedati kakšno svojo izkušnjo. Ampak nekaj pogumnih poleg Damjana vseeno je bilo in so se odzvali in sem jim res hvaležna. Tako da zdaj vabim pred mikrofon Mateja, ki pravi, da je že skoraj zdrav in se nam je pridružil kljub temu, da ni bil v najboljšem fizičnem stanju. Matej, dobrodošel, dober večer. Dej nam povej kaj več o sebi in o tem, kaj je tebe pripeljalo v našo Mastermind družino in kako so ti ta znanja seveda spremenila tisto, kar si želel. Ja, vsekakor je hipnoza zdaj moj dnevni ritual. V osnovi pa sem do nje prišel praktično, da sem se začel orientirati predvsem na sebe. Se pravi, kaj je moja vrednota, ne. Pred časom sem rekel, želim spet nekaj novega raziskati, ne, pa so mi nekako prišli pod prste airdropi. Pa vsakič, ko sem se prijavil na računalnik, pa sem se začel s tem ukvarjati, sem začutil neko bolečino notri v sebi, ne. Pa sem rekel, pa ne vem, če je to, ne. In takrat je prišel ta oglas od Aleksandra, od dr. Šinigoja, o hipnozi, pa vem, da sem že pred leti nekako to zasledil, opazoval, pa me je takrat časovnica, ker so bili takrat, mislim, da tečaji v Ljubljani, mi časovno takrat se to ni išlo, ne. In ko sem pa to zdaj videl, v tistem času sem pa rekel, ok, to je zdaj online, se pravi, možnost imam se prijaviti, možnost imam spremljati, tudi sam sistem podajanja znanja je narejen tako, da lahko poslušaš, greš nazaj, si pogledaš to bolj detaljno in vedno pravim, da za nas je bistveno to, da se mi dobro počutimo. In poznam veliko ljudi, ki se nekako zacikla, pa hodi od terapeuta A, B, C. Jaz za sebe pravim pač za svoje izzive v življenju,
iščem sam tista znanja, s katerimi lahko sebi pomagam. Se pravi, da lahko sebi tudi zdravstveno, tudi, ok, zdaj sem bil nekaj prehlajen, pa sem se zdaj zelo hitro vrnil in teh bolezenskih stanj, ki sem jih imel v preteklosti, ogromno je zdaj od tega časa, ko se s hipnozo ukvarjam, bistveno manj. Je pa tudi res, da si posvečam na osnovi tega tudi sam sebi več časa. Se pravi, sem tudi na nek način spremenil svoj življenjski stil, grem dosti več v naravo in narava nam da lahko res ogromno. In tu se mi zdi pomembno, da verjamemo in zaupamo vase, tudi da si recimo zvečer namenimo malo časa, pomislimo na 3 stvari, tiste, ki so se nam lepe zgodile v tistem dnevu, pa napravimo, se jim zahvalimo, pa napravimo tudi neko namero za naslednji dan. In to nas lahko potem vodi dosti lažje skozi življenje. In vedno se bojo našle kakšne stvari, ko bomo kdaj mogoče padli malo dol zopet, ampak z temi tehnikami hipnoze se nam potem tukaj vrata začnejo zopet odpirati. In je vse skupaj dosti lažje. In v bistvu smo mi tisti, ki lahko si naredimo življenje srečno. In tudi tu, ko smo delali v skupinah z ostalimi, sem tudi dobil ogromno dobrega feedbacka na tiste hipnoze, ki sem jih jaz potem drugim pripravil. In to je bilo tudi pol eno tako vodilo, tudi, da sem potem se zraven prijavil kot nek pomočnik v kreiranju hipnotka in bi se tudi dr. Aleksandru zahvalil za vso zaupanje, ki mi ga takrat dal, da me je sprejel v to ekipo. In mislim, da smo potem skupaj z Aleksom in s tabo, Andreja, naredili res en taki dober produkt, ki ima neke te osnove hipnoze in ki lahko tudi zdaj sem od dosti učencev zopet dobil tudi taki pozitivni feedback. In to so potem stvari, ko vidiš, da lahko v prvi fazi sebi pomagaš, da lahko potem to uporabiš tudi, pa lahko drugim pomagaš, ne? To pa je tista neprecenljiva vrednost, se mi zdi. In vso to znanje, ki ga dobimo, je res neprecenljivo in zato se splača vlagati v prvi fazi vase, zato da si lahko potem nekaj damo sebi in s tem, ko damo sebi, damo tudi največ vsem ostalim. In tukaj zdaj vas vse pozivam, ne čakajte, ampak idite v akcijo zdaj, ker boste videli, sami sebe boste presenetili, kaj vse ste zmožni in kaj lahko naredite v življenju. Ja, hvala, Matej. Hvala še enkrat tudi na tem mestu za tvoj prispevek pri Hipnotku. Hipnotko je mimogrede za tiste, ki mogoče še niste slišali za ta bonus, en zelo dragocen pripomoček, ki temelji na umetni inteligenci, ampak je za njim tudi veliko, kako se reče, neumetne inteligence, ki jo je prispeval med drugim tudi Matej sam osebno, ko smo pripravili to orodje, ki vam bo pomagalo pri kreiranju hipnoz, pri reševanju določenih vprašanj v zvezi s hipnozo, ker smo vanj vnesli pač znanje z tega področja, ki je bistveno bolj široko in poglobljeno, kot ga ima recimo ChatGPT, ker je prav specifično narejen za hipnozo in vam bo pomagal tudi narediti strukturo in sugestije in tako naprej. Skratka, ljudje ga res radi uporabljajo, ni še to zaključena zgodba, tako da Matej, sigurno bomo še kaj na tem delali. Ampak že zdaj v tem trenutku jaz verjamem, da je res uporaben pripomoček, ki ga dobite vsi, ki prijete na praktikah hipnoze. Tako da, Matej, še kakšna tvoja zaključna misel na svet? Ja, vabim vse, da raziščete vse skrivnosti, ki vam jih hipnoza ponuja in odkrijete te skrivnosti, ker s tem boste zaživeli. Super. Hvala ti. Hvala za tvoj čas, hvala za tvoj pogum, da si bil tudi moški predstavnik hipnotizerjev, ki imate super glasove, samo včasih ste malo sramežljivi. Tako da hvala ti, veš, za to, da si vzel čas za nas.
In ti želim še veliko uspehov, ko pomagaš drugim in seveda tudi sebi. Z veseljem. Hvala. Ok, zdaj pa gremo Štajerske na Primorsko. Z nami je Melita, naša, a ti lahko rečem tudi manekenka Melita? Dej nam povej kaj več o sebi. S čim se ukvarjaš in zakaj ravno hipnoza in zakaj ravno takrat, ko si prišla? Mutana si, veš, da se mikrofon vklopi. Tako, varnost zaradi otrok. Pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem Melita, drugače sem grafik, kreativc na vseh možnih področjih. S hipnozo sem se srečala 3 leta nazaj, mislim, da že, Ja. ker takrat sem jaz bila lih v razhodu in se ločevala in meni je bilo grozno hudo zaradi otrok predvsem in kaj bodo drugi rekli in kako bo to izpadlo in meni tako pač res je bilo hudo in sem rekla, spomnim se večera, ko sem rekla, Bog, daj mi samo nekaj, da se zvlečem ven iz tega kaosa. In takrat sem jaz videla oglas za hipnozo in jaz sem vedela, ni bilo pomislekov, jaz sem vedela, da to je to in sem šla na ta isti 4-dnevni predavanja, ki so bila brezplačna in glede na to, da jaz že vrsto let meditiram, je bilo to tako brutalno, fascinantno, ker v tistih parih sekundah, ko je Aleksander naredil te male hipnozice vmes, jaz sem šla domov. Jaz kaj takega z nobeno meditacijo nisem doživela. Tako da, poleg kaosa, ločitve, takrat je prišel TikTok na sceno, jaz sem želela imeti svoj profil in za to željo je bilo en kup omejujočih prepričanj, kako biti viden ali ne biti viden, pa zdaj zmeraj so nas vzgajali, bodi tiho, pa bodi skrit, pa ne podajati mnenja. Med drugim imam svojo znamko Markiza, ki torbice delam, ampak je tako, delaš, pa se bojiš povedati. In vse skupaj je bilo tako kaosno, ko sem pa jaz začela s hipnozo, so se stvari začele spreminjati. Prvo sem spremenila energijo, ker pride spontano. In od tam naprej jaz sem lažje komunicirala, stvari so se začele spreminjati v smislu, postajala sem pogumna, spreminjati sem začela sebe, začela sem s TikTokom počasi. Danes imam več kot 7,000 sledilcev, tako skupinico gradim, kar sem zelo ponosna, za nekatere malo, zame je veliko. Dost hitro so se mi začele odpirati različne poti, spoznala sem različne ljudi in imela sem svoje modne revije. Odprla so se mi, zmeraj sem bila malo tako zapečkarska, potem so se mi pa odprla vrata v svet in sem začela potovati. Skratka, jaz lahko rečem, pač lahko bi še naštevala. Med drugim zelo pomembna stvar danes meni je, da jaz z očetom mojih otrok imam zelo lep odnos. In ne vem, jaz sem zelo hvaležna Aleksandru in ekipi, ker so krasni ljudje in energija je bila ves čas fenomenalna. Ne vem, mislim, čudeži se začnejo dogajati in sebe lahko zgradiš s tem znanjem na tak način, da si ti všeč, da nisi tak, kakor je rekla mama, teta, stric, učiteljica, tako kakor te svet hoče, da si majhen in neviden, ampak da se zgradiš v tistega, ki ti si. In jaz v skupini, ko smo se srečali v živo, sem bila prvič vidna, slišana, se videla sebe preko njih, koliko sem velika, danes lahko govorim pač pred ljudmi spontano, med drugim sem, od tega ne govorim, recimo sem se opogumila snemati reklame, bila sem udeležena parkrat kakor voditeljica, tako da sem začela tudi nastopati. Skratka, hipnoza je ena taka stvar, orodje, ki bi ga mogli učiti v osnovni šoli. Jaz
rada tudi moje otroke včasih malo povlečem noter, da se tudi oni začnejo soočati s tem, kako sebe peljati skozi, da te svet v tistemu normu toku ne povozi. Tako da, ne vem, jaz mislim, da brez dvoma je hipnoza in Aleksander z njegovo ekipo in vso pozitivno energijo nekaj najboljšega, presežem najboljšega, kar sem lahko srečala na moji poti življenja, da sem lahko danes to, kar sem in se še izboljšujem. Ma kako lepo. Ma hvala, Melita, res, zdaj si me prav... Hvala vam. Meni je ful fascinantno, da nekdo, ki je tako kreativen in ima take super stvari za pokazati, da si v bistvu ni upal pokazati tega. In verjamem, da je ogromno takih ljudi, tudi na naših delavnicah jih srečujem non-stop, ki imajo ful enega znanja ali pa so ful kreativni, ne vem, ful enih idej, ampak joj, a izpostaviti se je treba, povedati drugim, kaj počneš. Ne vem, pač posnet nek video, karkoli, ne, iti na oder nekaj povedati, že Damjan je bil, ne, pa ima čudovit glas in lepo poje in učil se je, ampak se niti pred učiteljico ni upal pet, ker kaj bojo pa rekli, kaj si bojo mislili in tako naprej. Tako da, Melita, jaz mislim, da si ti super človek, ki nam zdaj lahko vsem tem ljudem, ki verjamem, da jih je, ne vem, si upam trditi vsaj pol med temi, ki nas poslušajo, kakšen tak trik, kako ta preklop narediti? Kaj je tebi najbolj pomagalo? Kaj si govorila? Kaj je bila to samohipnoza mogoče? Ja, vem, je težko odgovoriti na kratko. Tako, Andreja, kompleksno, ampak zadeva je taka, začne se kot čebuljca in rešiš eno stvar, si izbereš, ki te moti pri sebi, ki, ne vem, si zrasel, videti je kakor iceberg, vidi se vrh gore, ne vidi se pa kaj vse spodi in marsikaj tisto, kar je spodi, nam ne služi. In začneš pri eni stvari in potem pride druga stvar. Zdaj težko je, kaj... Mislim, prvo je menjava energije, to je ena infuzija, danes, ko te bombardirajo. In je služba, in so otroci, in je mož, in so starši, in je mati, ki bo hotela zdaj takoj iti na vrt. In je pač, ne vem, na cesti, ki vozi 40. In se moraš znati regulirati, zaradi tega, ker prva glavna stvar je, stres povzroča vse bolezni možne na tem svetu. In če se ti na koncu dneva ne resetiraš in se daš v eno dobro čustveno stanje, in če se posluša Aleksandrove meditacije, hipnoze in slišiš meni njegov glas, je, jaz ne vem, nekaj tako dost pozitivnega in ki ga poslušam in točno vem te trike, ki so vmes in ključe in se začnem smejati in jaz sem v pol sekunde 110% boljša. Tako da, ne vem, kaj bi rekla, da je, jaz mislim, da sem začela dobivati pogum, reševala sem, postavila sem se zase, nisem imela več, izgubila sem tisti strah biti tiho, in povedati, kar si jaz mislim. Zdaj, danes izbiram jaz sebe, ker če si tiho, kadar ti nekaj ni prav, pomeni, da izbereš druge. Mi se moramo izbrati sebe, moramo biti zvesti sebi in samo zato je treba pogum. In s hipnozo lahko marsikaj rešimo, zdravje si lahko popravimo, pustimo vse slabe navade, ne vem, ali je to kava, je čokolada, ali je kajenje, kakorkoli, ali bomo skušali, da rabiš se motivirati za to, da greš v naravo hoditi, ker včasih, če si lenarit, jaz sem lenarit, ampak, ne vem, tudi tu sem se spravila zaradi tega, ker pač enostavno so ključi noter, ki si lahko čisto vsako stvar, ki si jo želiš, se naštelaš, če znaš kako in jo lahko dosežeš. Tako da jaz bi rekla ljudem vsem, izberite sebe, izberite to ključno znanje, kakor je za si skuhati kosilo večerjo za preživetje, da bo vaše življenje ima 1,000,000% boljše. Pač ni dvoma, ni dvoma. Okej. Tako, kot si rekla ti, ok, tu je tu, jaz grem na tu, tu je tisto, kar mi je zdaj vesolje poslalo, reklamo, ta pravo, ne? Nič ni naključno, vse je na ključ. Yes.
Melita, ful ti hvala. Ti boš tudi kaj pekla palačinke danes? Ne, danes Ne ne bo boš. palačink. Ne, Dobro. danes bo ki boš. Hvala, Okej. Čokolešnik. Okay, hvala ti, Bote. ti maham na Primorsko. In Hvala. bodi fajn in se še kaj oglasi, ne? Bom, seveda. Uspešno na tvoji poti. Hvala lepa. Ok, kam zavijemo zdaj? A gremo v Zasavje malo? Z nami je Vanja, ki je s hipnozo pravkar uspešno pomagala tudi nekomu drugmu in že številnim predtem. Vanja, dej, povej nam, kaj počneš, da delaš take čudeže? In kje si se to naučila, če ne na Mastermind Akademiji? Živijo vsem skupaj iz Zasavja. Moja pot v svet hipnoze, v družino Mastermind Akademije se je začela v trenutku, ko sem iskala neko alternativo, nekaj, kar me bo dvignilo pred izgorelostjo. Takrat sem čutila, da pač potrebujem nekaj več, nekaj, kar me bo okrepilo od znotraj. In ravno takrat me je na Facebooku našel oglas, povabilo k poslušanju brezplačnega webinarja o hipnozi, prav da Aleksandra. In lahko rečem, da to je bil takrat pravi čas in pravi trenutek. Tako da sem se tudi jaz odločila za študij hipnoze, ki mi je spremenila življenje. Res, da sem dvomila vase, podobno kot je pred nami povedala Nina, sem imela pač podobne pomisleke, a sem jaz za to, a bom jaz vse to znala, razumela. Ampak Aleksandar ima res v sebi vse to, da zna predati znanje naprej, ima hipnotični glas, je zabaven, njegova predavanja so top in tudi delati z njim je neprecenljivo. Tako da sem v tej skupini jaz tudi spoznala ogromno sebi podobne ljudi. Tako da sem res hvaležna, da sem se takrat odločila za ta korak. Je pa res, da je danes za mano, kot si že povedala, veliko čudovitih zgodb. Pomagam ljudem, ki se pač soočajo z različnimi življenjskimi izzivi, od izgube samozavesti do stisk, bolezni, imajo za sabo pač težke zgodbe. Hkrati pa z velikim veseljem pomagam tudi otrokom in najstnikom. Otrokom mlajšim od 7 let napišem hipnotične zgodbice, ki jih potem skupaj s starši uporabimo za doseganje ciljev. Naj bo to odprava nočnih strahov, jeze ali drugih vedenjskih vzorcev. Pomagam pa tudi živalim. Tudi meni je hipnoza izjemno pomagala, tako da sem s pomočjo hipnoze dobila točno tisto službo, ki sem si jo zaželela. Uporabljam jo pred javnimi nastopi, da se umirim, pred pomembnimi sestanki, celo pri obisku zobozdravnika. Tiste, ki me osebno poznajo, vedo, da sem sladkosnedna čakoholik, vedo pa tudi, da s pomočjo hipnoze, samohipnoze lahko jaz brez težav čokolado odstranim iz seznama. Potem celo moj strah pred pajki mi pomaga obvladovati, čeprav priznam, da jaz ta strah še malo strahec, rečem, ga jaz še malo umetno ohranjam, ker si pa jaz tudi včasih želim, da tudi drugi rešujejo moje težavice. Tako da zame je za orodje moči, tiste notranje, tihe moči, ki mi spreminja življenje. In največja nagrada je, ko vidim, da se ljudje zaradi tega dotika drugačnosti ponovno nasmehnejo. Vanja, imaš kakšno tako res tako dobro zgodbo kakšnega človeka, ki si mu pomagala, ker vem, da jaz si rečem kar malo čudodelka, ne, ali pa čarovnica s takim pozitivnim predznakom, ne una čarovnica, ne, dej kakšno tako zgodbo, ki ti je mogoče najbolj ostala v spominu. Takih zgodb je kar veliko, ampak takrat mogoče povem to, ko sem jaz začela se ukvarjati s hipnozo in študijem, sem bila že bolj na samem začetku
in takrat je meni ljuba oseba pač zbolela za rakom. Zadnji stadij, zdravniki so takrat povedali, da ima še nekako 3 mesece življenja, vendar mi je na samem mestu zdravnik rekel, ne, to bo 3 tedne maksimum. In takrat se neka nič, če boš moj poskusni zajček, in sem začela delati. Tudi s pomočjo Aleksandrove hipnoze o zdravi raka in delala na njem. Tako da od marca je bilo 3 leta, to gre za mojega strica, stric je še vedno živ, aktiven, tako da smo res hvaležni, no, da ga imamo še vsak dan, da je z nami. Bravo, čestitke. Res, mislim, iz 3 tednov na 3 leta in jaz verjamem, da bo nadaljeval. Tako da, bravo, super. Hvala ti, da to uporabljaš za dobro drugim in seveda zase. In verjamem, da je tukaj tudi mogoče kdo, ki ga je hipnoza poklicala kot nek, ne vem, mogoče ta, veš, bilka rešitve, ki jo išče. Kaj bi svetovala nekomu, ki je v neki taki stiski, na tleh, karkoli že je ta zdaj črna luknja, kako ven iz tega? Kaj lahko naredi, ne glede na to, v kakšni situaciji je? Vsak ima sigurno vsaj neki možnosti, ne glede na to, kako grozno izgleda. Jaz verjamem, da vsaka oseba ima v sebi nekaj, kar potrebuje, ali pa vse, kar potrebuje. Zato pravim, da hipnoza pomaga odpreti tista vrata, ki vodijo k spremembam. Postaviti se je potrebno na prvo mesto, se pravi, če bomo mi sebe postavili na prvo mesto, bomo največ pomagali najprej sebi, da potem lahko tudi pomagamo drugim. In za delavnico vsi tisti, ki ste na robu pomisleka, ali bi se odločili, ali se ne bi, jaz vam svetujem, dajte se odločiti, ker vam ne bo žal, ker to je najboljša investicija vase in tako kot pravi Aleksandar, postanite boljša verzija sebe. Super, hvala. Hvala, Vanja. Hvala. Hvala za tvoj čas. Želim ti veliko uspešnih pevskih nastopov, mimogrede Vanja tudi zelo lepo poje, tega nisi izpostavila, moram povedati. In uspešno v tvoji novi službi, ki si zmanifestirala, sem vesela, da uživaš in ti želim vse dobro. Hvala lepa. In gremo zdaj iz Zasavja na skrajni sever, tam je doma naša Lukrecija, še ena glasbenica, ki ima, mislim, sigurno tudi sama poješ, Lukrecija, ampak vem pa, da vodiš tudi zbor. Zakaj hipnoza in zakaj ravno Mastermind družino, Lukrecija? Draga Andreja, zame je igra v življenju na prvem mestu, pozitivna igra in druženje z prijetnimi ljudmi. Hitro začutim energije, zelo hitro začutim energije. In glej, tak magnetizem, kako sem ga začutila, ko sem prvič prišla v stik z Aleksandrovim glasom in njegovo čistostjo, tisto iskreno hotenostjo pomagati, prepričati ljudi, da je res to nekaj dobrega, je bilo neustavljivo. In vem, ko sem po prvem srečanju hodila po hiši in čutim, da me je prav stiskalo. In pravim očetu, veš kaj, zdaj sem pa nekaj odkrila, ne morem si pomagati, ne morem se znebiti tega. Veš, nekaj novega prihaja v moje življenje. In potem mu razlagam, zakaj se gre, pa pravi, pa ne hecaj se. Pa kaj si hecaš? Ne, sem rekla, ni hec. Jaz v celem telesu čutim in kar hodi za mano. Kjer grem, tam hodi za mano.
In potem so se ti dnevi nadaljevali in jaz sem bila že takrat v transu. In mislim, da sem v hipu vedela, da sem našla ob pravem času to, kar potrebujem. Bila sem v stanju popolne nemoči, v bistvu nisem mogla niti vstati, narediti koraka in sem imela pač pri sebi mobitel in sem tam spremljala stvari in se mi je to pojavilo. In ko sem to zaslišala in potem dejansko se srečevala z tem, jaz sem spremenila popolnoma svoje življenje. Ne samo, da sem vstala enkrat sredi noči prvič in šla lepo v mojo oboževano kopalnico in tam se je opravila, potem se je to samo nadgrajevalo, se pravi s hipnotičnim posnetkom. Tako da dejansko moje mišice, moja vsa zategnjenost je tako popustila, da sem jaz hodila. In da ne rečem, kakšno notranjo moč so mi dale tudi Aleksandrove knjige. Namreč po obsevanju, kmalu po obsevanju, čeprav sem bila čist zmečkana, sem se odpravila na Bled in to sem vozila sama, s tem, da sem imela Aleksandrovo knjigo zraven sebe kot sopotnico. O, kakšna modelka si ti. Ja, absolutno. Midve smo se pogovarjale in ja, še malo pa smo na cilju. No, skratka, dost kaj ni bilo z tistega Bleda, ne? Ampak jaz sem naredila preboj, da sem iz tiste osebe, ki je komaj kaj hodila, sem se pripeljala na Bled, prespala tam 2 noči in se vrnila nazaj. In sem si rekla, zmaga, to jaz morem, v meni je res moč. Bravo, bravo, čestitke. Da skrajšam, no, potem so se te stvari lepo stopnjevale tako daleč, da sem se jaz vrnila v službo. Prej sem bila precej občutljiva, čeprav imaš znanje, rabiš včasih tudi več notranje moči kot samo znanja. In dejansko z tem vedenjem dajanja namere, preden sem vstopala v tem, to so množični razredi, veliki, 28 in tako dalje, v glavnem različni karakteri, različne interesi. Ti učiš tudi v šoli, ne, Lukrecija? Seveda. Da pojasniva, ne? Ja, v osnovni Kakšnih šoli. razredih govoriš? V osnovni šoli. In prej sem imela včasih kar take trenutke nemoči, iztrošenosti, zdaj pa enostavno več tega ni. Namreč komuniciram na drug način in kot sem na začetku rekla, vse skupaj je postala igra. V bistvu s to hipnozo sem se srečala že 5 let nazaj, ne? In zdaj v bistvu je že moja nezavedna kompetenca. Tako da jaz že reagiram v hipu konkretno. Včeraj je bilo tekmovanje, mi se pripravljamo seveda z mojim 45-članskim otroškim zborom, vse detajle, vse lepo, ne, imamo tudi nekaj dramskih zadev in tako. In potem pridemo na akustično vajo v dvorano, kjer so praktikabli zelo ozki. In mi, ki nas je pač 45 v 3 vrstah, se skoraj nismo mogli stlačiti na ta prostor, kaj šele, ko bi vse tiste gibe izvajali, ne? In potem še treba steči dol zodra in take stvari. Skratka, wow, po akustični vaji smo bili kar, mislim, bolj pevci so bili šokirani. So rekli, pa to ne moramo sploh peti, kaj je to, ne?
Ja, potem pa seveda treba inštalirati samega sebe, se ne vdati past v igro situacije, ampak na poti od dvorane nazaj v šolo, v učilnico, sem zgradila prav tako idejo, namero, da jaz to speljem z igro. In ko smo se vrnili v učilnico, sem otroke kar dala, da so stoje smo izvedli hipnozo. V bistvu me dostikrat prosijo, da naredimo kakšno hipnozico. Včasih se celo zjutraj prebujamo z njo, ker imamo jutranje vaje. No, skratka, in sem jim naredila tako metaforično hipnozico pravljično, o miškolinih, ki imajo samo male ekrane, nimajo velikih ekranov. In bi radi vsi bili na tem ekrančku, zato se malo stisnejo, pa še malo stisnejo, pa še malo stisnejo. In skratka, tako, potem sem seveda jih z barvami polivala in skozi te barve so tekle sugestije za vsako pesem posebej. Se pravi, tako da sem jih inštalirala tudi na fokus pri vsaki pesmi, kaj je pomembno, od vdiha do dikcije, do giba, do vsega, no? Skratka, kar je tu pomembno. In skozi ta pretok so potem oni ponotranjili vse to zavedanje, kar smo že gradili. Potem gremo na oder, opravimo svoje, in ko gremo z odra, pravijo moji pevci, zakaj pa zdaj ni bilo tako ozko, kot prvič? Pa zdaj bo nič ni bil premali oder. Kako je to mogoče? Odlično si uporabila metafore in To je včeraj, bilo to najbolj sveža zadeva, ne? In res, tako sem jih pripravila skozi vse te situacije, da ja, na koncu smo bili na tem tekmovanju najboljši zbor proglašen. Wow, čestitke! Bravo, Z čestitke! najvišjimi točkami. Posebno nagrado smo dobili pač za tudi sodobno skladbo slovensko, pa itak zlato z odliko, ne. Tako da, ja, bilo je in potem navdušenje in da rečem, ko smo se peljali domov, je ena punca rekla, 3-krat hura za hipnozo in celi avtobus in hura, hura, hura. Res, mislim, to je bilo in ja, moji učenci in otroci sploh obožujejo hipnozo. Dostikrat se zgodi, recimo, da naslednjo uro pišejo nek test, včasih je to, ne vem, slovenščina, matematika ali kaj podobno, pa rečejo, učiteljica, na koncu samo toliko malo časa, da naredite nam hipnozo, da bomo boljše pisali, ne? Ali pa če imajo kakšne predstavitve, ne? Predstavitve javne, pa tako, da se morajo izpostaviti tudi. In to kar spontano rečem, ok, super, na koncu damo 4 minutke, bo, gremo. In ja, in potem jih nabildam in grejo ful tako v energiji in ja, super je, no, super. Ja, vidi Res se, zame je hipnoza, wow. ja, vidi se tvoje navdušenje nad hipnozo in verjamem, da znaš to zelo dobro prenašati tudi na mlajšo generacijo, tako da sem ti res Spontano, hvaležna. Da se dejansko hipnoza seli v osnovne šole, to, kar si želimo. Tako, Seveda ne kot neka manipulativna tehnika ali pa neka odrska, ne, kar je ne. pač največkrat pomislek ljudi, ne, zaradi Ja. tega nepoznavanja tega Absolutno. področja, na žalost. Tako da hvala, Lukrecija, za to, kar delaš. In čestitke še enkrat iskreno za vse uspehe s tvojimi pevci. No, in zdaj potem odmev, ne, mi reče sodelavka tu pa tam, mi reče, joj, mi smo mislili, kako boš ti zdaj cela Boga, pa nič ne bo z tega, ti pa zdaj nam pomagaš, ne, ker tudi imamo od jecljanja, recimo študentki sem jecljanje odpravila, Wow. ker v času covida, ker je izpite delala online, ne, in seveda ni mogla gladko govoriti, vse izpite padla. In potem
ja, z mamo se nekako poznamo z preteklosti in beseda na besedo. Potem recimo klaustrofobija, sodelavka, ki ni mogla na magnetno rezonanco, par poskusov pa ni uspelo in sve porihtale in ja, je super. Tako da karkoli, pač karkoli, važno je, da res, mislim, ta notranja moč, ko se izgradi in ko najdemo prave poti, to, kar človek potrebuje, potem je to res ena res prijetna, koristna igra, ki opolnomoči življenje vsakomu. In tu ni dvoma. Res je. Mislim, res, to je tako veličastno orodje, da to ni. Dajmo ga uporabiti v pravo smer, tja, kar si želimo in ne v ono Absolutno. negativno. Ker to negativno ne že ful obvladamo vsi. Ampak ravno v tem je catch, da se naučimo jo usmeriti, da nas podpre tam, Absolutno. kamor si želimo. Tako da, Lukrecija, hvala še Preokvirjamo, tudi tebi. ja. Ja, pozdravljam med nami še enega Primorca. Verjamem, da ga marsikdo med vami že pozna, ker je predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice. Igor, dober večer. Dober večer. Sem te nekako, ne vem po kakem ključu, ker ga ni, ampak na ključi ni baje, izbrala za zadnjega mojega gosta danes, ker si vedno inspiracija in kako že ti rečeš, sej si samo slep. Igor namreč ima samo 7% vida, ampak vidi mnogo bolje kot marsikdo, ki ima ko sokol vid. Dej nam, Igor, povej, zakaj si se ti kot nekdo, ki že itak je na nekem takem položaju, pa se mi zdi, da mu vse špila v življenju, odločil za hipnozo, za Aleksandra in kako ta znanja zdaj uporabljaš, ko imaš opravka z ljudmi od, ne vem, enih najožjih sodelavcev do Bruslja. Ja, mislim, da samo hipnoza je zelo bitna in moja odločitev, da sem se takrat, ker sem iskal nekaj, da si pomagam, bila zelo pravilna in sigurno je Aleksander tisti, ki mi je prinesel ogromnih tistih izkušenj, pravzaprav znanja in tudi sošolci. In moram reči, da če primerjam sebe takrat ali danes, mislim, da nisem jaz, da nisem tisti, kot sem bil, predvsem je tista moja mirnost. In te izkušnje, ki sem jih pridobil, prinašajo rezultate, bi rekel, na vseh področjih, ali na poslovnih, ali na privatnih in na koncu koncev osebnih in tudi poskrbim sam zase več, kot sem prej. To se mi zdi zelo pomembno in mislim, da v zadnjem pol leta se mi zdi, da se mi je pa vse podubliralo ali pa potrojilo. Kaj bi izpostavil, kaj si šteješ kot neke take rezultate tvojega dela tudi na tvoji osebni rasti? Predvsem, da sem spet začel delati na sebi, več se gibati, da sem dejansko pomislil nase, da ni bila prioriteta služba in da sem tako delal na duhovni, duševni, na koncu na vseh področjih. In predvsem, da znam si razporediti dan in tudi vikend vzamem zase, če pač je le možno in da usmerjam energijo tam, ki je potrebno. Da ne zgubljam energijo v prazno in mislim, da mi je hipnoza to zelo pomagala. Pa so tvoji sodelavci, ko vodiš pač nek kolektiv in recimo tudi sestanke ne vem, na ministrstvih in ne vem, s kom se še sodeluješ. Jaz imam vedno velika ušesa, ko ti začneš meni razlagati, kakšne projekte vse imaš in kakšnih projektov se lotevaš. Se jih mogoče zdaj lotevaš drugače ali pa se jih prej sploh ne bi? In ali so tvoji sodelavci opazili kakšno razliko v tvojem vodenju? Sodelavci sigurno so opazili drugačnost v mojem vodenju. Mislim, da dejansko, kot sem rekel, sem bolj miren, dejansko poslušam sodelavce več, dosti se pogovarjamo med sabo, postajamo ekipa.
ravno tako z drugimi partnerji. Ja, mogoče sem sanjal o velikih projektih, ampak če ti danes povem, da so pred mano še večji projekti, nikoli v tem ne bi sanjal, ampak predvsem se mi zdi, sem sanjal, no lahko, ne, ampak predvsem se mi zdi, da je tista strpnost, da čakaš, ne, da mora priti pravi trenutek in da če se prepustiš, jaz sem prepričan v zmago, ker jaz ugotavljam predvsem to, če si ti v pozitivni energiji, so rezultati nevidni, ne. Če pogledamo samo to, da imamo dejansko taktilno galerijo, ki je v evropskem merilu zelo pomembna, da društvo je v prejšnjem tednu dobilo svoje poslovne prostore, da na vseh akcijah, kjer dejansko sodelujemo, smo uspešni in predvsem pa, da povezujemo. Jaz nikoli nisem gledal ozko, zmeraj sem gledal široko in da če pomagaš sebi, kot vsi mi pravimo, ne pomagaš tudi drugim in predvsem tudi invalidi so tisti, ki bo ne da sam jamrajo, ne, kad ko si rekla, nisi samo slep, ne, ampak predvsem sem pa ponosen na naše uspešne člane in članice, na koncu sodelavce, ki res raztoravajo, srečen temu. Ja, zato ker tudi njihov vodja razturava. Ja. In si upa marsikaj. Ja, marsikdaj se moraš upati. Pravzaprav, ja, zmeraj moraš iti čez mejo in razmišljati, mislim, ne pravijo, da zastojen kvan dela, ne? Na visokih obratih se da ogromno narediti, ne? In predvsem moraš res razmišljati pozitivno in kar mi največ pomeni je to, da se dejansko tudi pač zvečer in zjutraj pretestiram dan, pravzaprav, če sem pred kakšnim pomembnim sestankom ali pa odločitvijo, da se ne ustrašiš, ampak da se dejansko pripraviš in greš z energijo v zgodbo. Bravo, čestitke. Igor, a lahko še nekaj osebnega? Lahko. Jaz vem, da si v tem času spoznal tudi eno čudovito partnerko in sem ful vesela, da sem jo lahko spoznala tudi jaz. Misliš, da je bilo to tudi kaj povezano s to tvojo osebno rastjo, večjo umirjenostjo, ne vem, odprtostjo za nove priložnosti? Ne vem, lahko kaj o tem deliš z nami? Prepričan sem v to, ne. Jaz sem takrat ravno začel hoditi v Mastermind akademijo, ne, in mislim, da ni bilo dolgo, pol leta po tistem sem se jo spoznal in dejansko je res čudovita oseba in predvsem je to, da si ogromno izmenjujeva, ne, in rasteva eno drugem, kar se mi zdi zelo pomembno. Da si dejansko ne pomagama, ampak dejansko spodbujava. In to recimo se zelo vidi na vseh področjih. Mislim, da je to zelo pomembno, da če imaš to možnost, da jo izkoristiš, ne, pravzaprav, vse mislim, da pride sama. Ja, pride, ampak takrat, ko pride, jo je treba tudi sprejeti, ker vem, da Aleksandar rad pove včasih tisto zgodbo, ko je nekdo se utapljal in je potem splezal na streho in mu je Bog poslal čoln, pa ne samo enkrat, mislim, da 3-krat, da bi ga rešil, ampak on ni hotel vstopati v čoln, ker je pričakoval, da ga bo ne vem kaj drugega rešilo in pač je potem na koncu se slabo končalo, torej ni izkoristil priložnosti, ki je preplavala mimo. Ti pa vem, da to zelo dobro znaš in verjamem, da si zdaj inspiriral tudi koga, ki nas posluša. In je mogoče marsikdo ne ve, ne, da sem tudi ta drugo firmo od Aleksandra Palsit, ne, so naredili dejansko, bi rekel, podpornost, bi rekel, aplikacijo prilagojeno za vse slepe in slabovidne, ne, in to sta delala 2 mlada kadra, ne. No, vidiš, tega tudi jaz še nisem vedela. To je tisti izziv in na koncu med njimi tudi njegov sin, ne. Wow, vidiš, to tudi jaz še nisem vedela, evo. Bravo, čestitke. Ampak je to, ne, mislim, in tle treba ne riskirati, jaz mislim, da predvsem se je treba pogovarjati in jaz vidim zmago v tem, da vsak v tej zgodbi naredi tisto, kar je usposobljen, ne, tisto, da dejansko se ne obremenjuje z drugim in sem prepričan, ne, se tudi Aleksandra sem spravil na tečen, da pomagam, ne, s celo družino je prišel kot dejansko donator in mislim, najbolj zanimivo je to, da smo
11 let organizirali in letos pri, bi rekel, ne vem, 5-6 velikih dogodkih v Novi Gorici je stadion 2 ure bil poln. No. Mislim, proga za 400 metrov je bila napolnjena z otroci, starejšimi, z osebami na vozičku in to je tisto, kar te dejansko potem recimo polni. In več kot 5000 krogov je bilo, je res? Je bilo kar 1575. Bravo. In sedaj vabim pa še tiste, ki bi še kaj radi za sebe naredijo, da grejo pa kolesarit, da pomagam pravzaprav na junake vinogradov. Tudi tam nas čaka presenečenje, bi rekel, otroci bojo vozili, naši otroci, med njimi tudi naš Jakob. Se bo spravil pa zdaj na tricikl. Wow. To je Jakob, ki je ob pomoči tudi tvojega društva oziroma donatorjev shodil in zdaj bo vozil tricikl, praviš. Tako je, ampak tudi s pomoči dejansko vse naše ekipe, ker vemo, da skupina Mastermind, ki se tudi zahvaljujem, dejansko že več let pomaga vsem našim članom in društvu. Super. Jaz sem res vesela in počaščena, da si vzel čas tudi za to, da si z nami. Igor, najlepša hvala. Verjamem, da bojo naši udeleženci še veliko slišali o tebi, o tvojih projektih, tudi o humanitarnih projektih in projektih, ki so na evropski ravni, svetovni ravni, ker si res en tak pionir stvari, ki so prisotne pri nas, ki jih mogoče še niti Evropa ne pozna ali pa še širše. Tako da čestitke in res moj velik poklon za vsa tvoja prizadevanja. Hvala, Andreja, ampak jaz vseeno še enkrat pozivam vse, vzemite si čas in pridružite se hipnozi, ker vam ne bo žal. In boste dobili boljše sposobnosti tudi za komunikacijo s sodelavci, za vodenje. Tisti, ki mogoče imate kakšne izzive v partnerstvu, ste slišali, da kako lepo Igorju hipnoza pomaga tudi na tem področju. Skratka, to je res eno tako čudovito orodje, ki ga res uporabljamo cel čas, ampak ne tako, da bi nam mogoče pomagalo, ampak lahko ravno v kontrasmeri. In na praktiku hipnoze se boste naučili to uporabljati tako, da bo podpiralo vaše cilje, da vam bo pomagalo premagovati izzive, tako da še enkrat vabljeni, da se nam pridružite na certificiranem praktiku hipnoze in sicer lahko se prijavite na www.mastermindacademia.com /da grem naprej. Če pa imate kakršnekoli še dodatna vprašanja ali pa izzive pri prijavi preko spletne strani, se lahko prijavite tudi na prijava@mastermindacademia.com. Tudi če ta trenutek ste dobili neko inspiracijo, nek dober nasvet, nek znak iz vesolja, da je to nekaj za vas, nimate kaj izgubiti, ker kot je, ne vem, kdo je že rekel, Nina, mislim, da imate garancijo, da če ne boste zadovoljni s programom, se lahko odjavite in dobite povrnjeno investicijo v celoti. Tako da res ni nobenega tveganja. Pejte noter, poglejte si, kaj se dogaja v spletni učilnici in če vam res ne bo všeč, ampak to je res redko, da komu ni všeč, se lahko še vedno premislite. In tudi če danes recimo nimate pri roki nobene kartice ali pa spletne banke ali karkoli, prijavite se, da dobite tudi današnji dnevni bonus in potem še vse naslednje do izteka prijav seveda in urejate lahko plačilo tudi pozneje. Na spletni strani, torej www.mastermindacademia.com /da grem naprej, je pa na voljo seveda tudi vse, kar se tiče obročnega odplačevanja, višina investicije, vsebine modulov, vsi bonusi, ki jih imate na voljo in to jih je res ogromno, tako da vrednost je res, v bistvu se jo ne da izmeriti v denarju, no.
Ravno pred kratkim je ena udeleženka rekla, ko je rekla tako za nazaj, tudi po delavnici v živo, ko smo bili skupaj, je rekla, saj takrat mi je bilo veliko, ampak zdaj, ko pogledam nazaj, kaj vse smo dobili, koliko je bilo to enih dodatnih bonusov, ki jih na začetku sploh nisem razumela, kaj vse bo to mi prineslo. In glede na to dogajanje, da delavnici v živo in vsi ti moduli, ki jih še vedno lahko pregledujem, tudi potem, ko sem že dobila certifikat, ko imam izpit, ko sem bila že na delavnici v živo in tako, se mi zdi v bistvu, da je bilo pravzaprav dost nizka investicija. No? Da bom rekla, da je bilo poceni, ampak da se ji zdi, da je bilo res vredno denarja. In jaz iskreno verjamem, da je to res, ker so noter stvari, ki jih praktično z denarjem ne morete niti kupiti, pa jih boste dobili. Tako da vabljeni še enkrat v našo Mastermind družino. Igor, še enkrat hvala tudi tebi za tvojo družbo, za tvoj čas, da si se nam pridružil. Hvala vsem ostalim gostom, ki so bili z mano. Verjamem, da ste dobili kup dobrih nasvetov, navdiha in še enkrat vabljeni, da se nam pridružite. Hvala tudi za vaš čas, da ste bili z nami, za vašo energijo in se vidimo ob naslednji priložnosti. Lahko noč.